Ključni problemi vseh zdravstvenih sistemov, ki naj bi povrnili zdravje ali pa zmanjšali breme bolezni, so vstop v zdravstveni sistem ali dostopnost. Kakršnekoli vrednote bomo postavljali, univerzalnost, solidarnost, enakost, pravičnost, bo vselej dostopnost tista, ki je skupna vsem. Torej, potrebno je zagotoviti državljanom in državljankam vstop v zdravstveni sistem. Ko so pa enkrat v zdravstvenem sistemu, je potrebno zagotoviti visoko kakovostno in varno storitev v zdravstvu. Tako da to bi nekako izpostavil kot glavne probleme. Trenutno je oboje izjemno velik problem v slovenskem prostoru, torej dostopnost ali čakalne dobe so presegle vse zdravorazumske meje, kakovost in varnost se v slovenskem zdravstvenem prostoru praktično ne spremlja, ne meri in tudi ne more uporabljati kot metoda nagrajevanja izvajalcev. Slovenia does surprisingly well considering your fairly limited financial means. It's interesting to see in our heart index, which is a specialty index we do, but Slovenia, the 2 times we've done it, ranks among the top 5 of Europe because cardiac care seems to have been a strong point for your healthcare system for a very long time. I would say that your main problem is, I keep coming back to this central micromanagement by financing bodies, which could be changed fairly easily. Najprej moram reči, da mi na ta predlog ne gledamo kot na zdravstveno reformo, ki si jo mimogrede zelo želimo, kajti naš zdravstveni sistem je res potreben zdravstvene reforme, vendar to, kar imamo na mizi, ni zdravstvena reforma, ampak bi jo preimenoval neka mini davčna reforma. Čakalnih vrst ali seznamov odpraviti ne bo možno in ni možno, kajti v vseh zdravstvenih sistemih obstajajo seznami čakanja in so tudi v nekem smislu, morate me prav razumeti, potrebni. Zato, da se v tem času oboleli pripravi za potreben poseg, da se sooči z boleznijo. Seveda, to čakanje mora biti strokovno predpisano in razumno. Čakati na nek poseg, ki lahko obrne zdravje oziroma bolezen, leto, 2, 3, seveda je nedopustno, neetično in nemoralno. Tako da, potrebno se jih je lotiti z znanimi primeri dobre prakse, ki jih imamo tudi v Sloveniji zelo veliko. Potrebno se jih je lotiti prioritetno, tam, kjer je škoda na zdravje največja in seveda to uporabiti kot orodje ali pa pogon, zato da se bodo tudi na drugih področjih stvari premaknile. Najprej treba pogledati vzroke, zakaj nastajajo. Jaz sem prepričan, da je denar mogoče samo v nekako tretjini udeležen pri čakalnih vrstah. Ostalo pa zagotovo odpade na informacijsko podporo, na organizacijo in podobno.